Tim Gajser na dirki za veliko nagrado Velike Britanije v razredu MXGP četrtič letos prišel na oder za zmagovalce. Skupno pa ostaja četrti tudi v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v motokrosu. Mladi upi motokrosa so se udeležili svetovnega prvenstva mladincev, ki je potekalo v Janinu na Češkem. Maj Rakuša je na drugi preizkušnji karting tekmovanja FIA Academy Trophy v Sarnu v Italiji popravil dosežek iz belgijskega Genka. Enej Krševan je v Jerizu v Španiji za las ostal brez nove točke Evropskega prvenstva cestno-hitrostnih motociklistov razreda Moto2. Sven Cerjak je v Malili na Švedskem vozil prvo dirko svetovnega prvenstva serije Speedway Grand Prix 2. Dirkališče Pannonia Ring na Madžarskem je v zelo spremenljivih vremenskih pogojih gostilo peto dirko državnega prvenstva Slovenije v cestno-hitrostnem motociklizmu. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si. 11. in 12. dirka svetovnega prvenstva v motokrosu sta se odvijali v Južni Afriki in Veliki Britaniji. Afriška preizkušnja v Johannesburgu je bila za oba Slovenca v razredu MXGP, Tima Gajserja in Jana Pancerja, neznanka. Čeprav se jima kvalifikacijska dirka ni iztekla po željah in načrtih, sta nato na dirki v obeh vožnjah znova pokazala, da se znata dobro in hitro prilagoditi razmeram ter progi. Gajser je na dirki zasedel skupno 5. mesto. Marsikaj pa je zapravil z ne najboljšima štartoma, saj steza ni nudila veliko mest in prostora za prehitevanje. Tudi Pancer štarti na jugu Afrike ni bil pretirano zadovoljen. Veliko bolj mu je razpoloženje in dolgo pot domov popravilo skupno 11. mesto. Velika nagrada Velike Britanije na progi Fox Hills Motopark je obema slovenskima motocross asoma ustrezala bistveno bolj kot afriška preizkušnja. Proga, na kateri so nazadnje za točke svetovnega prvenstva v motokrosu vozili pred 26 leti, je ponujala zahtevne tehnične elemente, ki jih odlično obvladata. Na stezi, ki je z ostrimi vzponi in strmimi spusti, kar malce nenavadna v sodobnem motokrosu, se je Gajser uspel spet prebiti na zmagovalni oder. Napaka v drugi vožnji mu je sicer odnesla skupno 2. mesto, a tudi 3. mu je zvabilo nasmeh na obraz. Zadovoljen in nasmejan je bil tudi Pancer, ki je skupno zasedel 8. mesto ter potrdil, da je v zadnji tretjini sezone brez dvoma sposoben še malce dvigniti raven voženj ter ponovno potrditi status najboljšega netovarniškega voznika v karavani svetovnega prvenstva v motokrosu. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Svetovno prvenstvo za mladince v motokrosu so letos pripravili Čehi v Janinu. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je na tekmovanje odpeljal 5 slovenskih voznikov, ki pa niso imeli pretiranega uspeha. Matic Maček in Max Sedlašek sta v razredu MX65 izpadla v kvalifikacijah. Na popravnem izpitu v last chance vožnji pa sta bila nato malenkost prepočasna, da bi še ujela uvrstitev med 40 najboljših. No, nisem prišel, pa sem se v last chance, pa sem 4. startal, pa sem me prehiteli, pa sem bil 7. Kljub napakam v last chanceu, ker sem z slabim štartom in 2 pacama se nisem uvrstil. V finale sem še vseeno vesel, da sem lahko bil zraven reprezentance. V razredu MX125 sta tekmovala Aleks Novak in Taj Goleš. V kvalifikacijah sta se oba soočila z zelo agresivnimi konkurenti,
ki so brezkompromisno izkoriščali vsako napako tekmecev ter na progi niso ničesar podarjali. Na time practice je bilo malo, kako bi rekel, malo bolj teže, ker so vsi vozniki bolj pritiskali, ker so se hoteli vsi vrstiti. Lahko bi bilo boljše, lahko bi vsi želimo, da bi bilo boljše. Sicer sem imel do določene momente, ki so bili v redu, ampak preveč napak. Imel sem hitrost, ampak nisem sestavil dobrega kroga. Napake se zgodijo, v Laščancu je škoda za slabega štarta, ampak lahko bi bilo boljše. Žal se jima ni išlo na to niti v Last Chance vožnji in ostala sta brez finalnih nastopov, v katere pa se je uspel prebiti Tim Repnik v razredu MX85. Čeprav se mu kvalifikacijski nastop ni posrečil, pa je nato v Last Chance vožnji ujel 4. mesto, zadnje, ki je še vodilo v finale. Na kvalifikaciji za čas se mi ni šlo najboljše in se nisem kvalificiral. Potem sem pa v Last Chanceu štartal med slabšimi in potem napredoval in padel in potem spet napredoval do 4. mesta, kar je zadoščalo, da napredujem. V prvi finalni vožnji je imel kar nekaj smole. V prvi dirki sem 2-krat padel in sem mislil zaključiti, saj sem imel zvito balanco in mi jo je potem Ata zravnal. Nato sem nadaljeval in končal na 38. mestu. V drugi vožnji pa se je nato zbral in odpeljal približno tako, kot zna in zmore. V drugi dirki sem se pa pobral, slabše štartal in prehiteval in končal na 25. mestu. Skupno je na dirki zasedel 29. mesto. Naslov svetovnega prvaka pa je osvojil Avstralec Blake Bohannon. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu. Druga dirka karting prvenstva FIA Academy Trophy Junior, v katerem letos Slovenijo zastopa Maj Rakuša, se je odvijala v Sarnu v Italiji. Rakuša je na progi, ki se nahaja 40 km vzhodno od Neaplja, potrdil, da se lahko enakovredno kosa z vrstniki z vsega sveta, čeprav se je po seriji kvalifikacijskih preizkušenj za las prebil v finalno vožnjo. V njej je z zadnjega štartnega položaja napredoval vse do 21. mesta. Na koncu pa je vsled kazni Avstralca Oskarja Henoka pristal še mesto višje. Tako je za 2 mesti popravil finalni dosežek z prve dirke, ki je bila konec maja v belgijskem Genku. Jerez v Španiji je bil prizorišče 3. dirke sezone Evropskega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu. V razredu Moto2 je na njej sodeloval tudi Enej Krševan, ki vozi za moštvo Eagle One. Skozi kvalifikacije si je privozil 19. štartni položaj, na dirki pa se mu je potem hitro uspelo prebiti na 14. mesto. A ga ni uspel zadržati, saj so mu to preprečevale bolečine, ki jih še vedno čuti v desni roki po poškodbi na prvi dirki sezone v Barceloni. V cilj je prišel na 16. mestu in za mesto zgrešil točko za skupni seštevek Evropskega prvenstva. V razredu Moto4 je za točke Evropskega pokala tekmoval Tijan Krševan. Enejev mlajši brat je v ostri in brezkompromisni konkurenci ostal brez nastopa med najboljšo 30-terico, ki se je v 2 vožnjah potegovala za nove točke. Kvalifikacije mu niso uspele, v Last Chance vožnji pa je žal zaostal za mestoma, ki sta peljali na štartne pozicije 30 najboljših. Malila na Švedskem je bila prizorišče prve dirke letošnjega svetovnega prvenstva serije Speedway Grand Prix 2 za voznike do 21 let. Med 16-terico, ki se je potegovala za čim višja mesta, je bil tudi Sven Cerjak.
Član AMD Krško, ki je za las ostal brez neposredne uvrstitve v finale na domači kvalifikacijski dirki, je dobil povabilo organizatorja prvenstva za vse 3 finalne preizkušnje. Malo se mi je zdelo, da bi znal dobiti wildcard jaz, kar se je tudi uresničil. Bil sem zelo vesel, ker te 3 dirke SGP bojo samo še neke izkušnje, nove za mene. Na ovalu Speedway stadiona Skrutfrak Arena so bile praktično vse vožnje od prve pa do zadnje finalne zelo napete. Ker je moje prvo leto na 500-kubičnem motorju in nimamo še dosti izkušenj, da bi vedeli točno za vsako stezo, kakšne nastavitve zbrati. Prvič smo bili na taki stezi z 500-kubičnim motorjem. Švedska je tudi dosti daleč, drugačen zrak, drugačne steze imajo. Tak specifičen material na stezah, enostavno nismo vedeli, kaj narediti z motorjem. Mi smo probali ogromno stvari, ampak nikakor se nismo najdeli. Starejših in izkušenejših tekmecev se ni ustrašil. V vseh vožnjah je pustil zelo dober vtis. Razlike so ogromne, tukaj se vsako leto se pozna. Vsaka dirka se v bistvu pozna, ogromno več izkušenj imajo. Mogoče so že tudi prej vozili na taki stezi, trenirali na taki stezi. Za mene je vse to prvič letos, tudi vse te poljske dirke z Extra ligo je to vse prvič letos za mene. Ampak ja, tudi jaz bom enkrat prišel do tega, da bom bil starejši, imam še ogromno let pred sabo do 21, tako da imam še dosti časa za napredek pa učenje. Na dirki je skupaj zbral 5 točk, za 1 drugo in 3 tretja mesta v 5 vožnjah, ter vnovič odnesel veliko dragocenih izkušenj. Pa sem kar zadovoljen, lahko bi bilo slabše, lahko bi bilo tudi veliko boljše. Jaz mislim, da bo v Loču šlo že boljše, ker je to poljska steza, mogoče mi bo lahko tudi moji prijatelji iz kluba Motor Lublin kaj pomagali, kaj povedali. Zmago na prvi dirki si je privozil Poljak Viktor Pžijemski. Na zmagovalnem odru pa sta mu v družbo delala danska voznika Mikkel Andersen in Vilat Snagel. Cerjak je na koncu zasedel 13. mesto. Mislim, da če bi imel prave nastavitve, bi lahko dosegel veliko več kot pa 13. mesto. Naslednja preizkušnja bo konec julija v Lodžu na Poljskem. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu. Dirkači, ki nastopajo v državnem prvenstvu Slovenije, v sezoni obiščejo 4 različna prizorišča. O prihodu na dirkališče Grobnik, Panonija in Slovakia Ring ali Avtodrom Brno jih tam ne pričaka truma mehanikov in že postavljena garaža, ampak morajo za vso logistiko in pripravo motorja poskrbeti sami. Sam praktično vse, tako da je pa v takih razmerah to sploh težko skombinirati, ker gre vse na minute, tako da pa tudi mačkan igra na srečo. Različne variante so, zdaj bo pravic povedano za kako bolj zahtevno dirko, pa kjer je manj Slovencev, si malo prešparam ekipo, pa imam raj tam zraven. Tule pa v bistvu kar nekako lahko tudi sam podelam, tako da večkrat tule pa tudi sam. Vsem sem dosti tehnično spreten, pa poznam stvari, da pač zrihtam, kar je treba sam. Med dirkaškim koncem tedna morajo tako sami menjati gume, popraviti morebitno tehnično okvaro, čistiti, si tudi skuhati in zato ni nič čudnega, da pred odhodom na stezo vsake toliko časa kdo pozabi natočiti gorivo. Vse, kar se tiče dirkarije, delam sam. Telemetrijo, motor si naredim sam, pripravo sam. Na dirkah mi pa pomaga moj najboljši prijatelj, že 40 let z mano po dirkah hod, tako da se poznava, v nulo se sam pogledava, pa veva kaj in kako, tako da tudi njemu hvala lepa. Nekateri imajo ob sebi za pomoč prijatelja, znanca, svojo boljšo polovico, da v ključnih trenutkih lahko poprimejo za delo ter tako voznikom za malenkost olajšajo dirkaški konec tedna. Ja, bolj kot ne smo sami. Ta vikend je bil sin zraven, da je malo pomagal, pa prijatelj, pa od njega sin, tako da smo taka bili družinska ekipa. Drugače pa bolj kot ne sami, brez sponzorjev, brez zunanje pomoči. Dodatni par rok bi dirkačem prišel še kako prav na 5. letošnji dirki državnega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu na Madžarskem. Če je dopoldan še vse kazalo, da bo dirka potekala brez dodatnega stresa in v idealnih pogojih za dirkanje, pa se je vremenska situacija na to v trenutku spremenila.
Dirka je skrajšana na 8 krogov in označena za dežno dirko. Močan veter in dežne kaplje niso obetale nič dobrega, dirkači pa so bili pred dilemo, ali na motocikle nadeti gume za suho ali mokro stezo. Bine Štern je v razredu Superbike čakal do zadnjega trenutka in z izbiro gum za suho stezo zadev polno. Ja, snega res ni bilo, vse ostalo pa odločitev tako sploh ni bilo težka. Tistih par minut pred dirko je bila pista suha in glede na to, kako iz točkam stojim, sem se odločil, da bom malo riskiral in sem šel iz suhimi. Še 5. letos je bil najhitrejši, čeprav je po dirki izpostavil, da so bile razmere na stezi daleč od idealnih. Ja, v začetku je bilo mokro, je bilo majčken malo delikatna zadeva, še hladno gumo sem mogel zadaj zmontirati, ker sem se zadnji trenutek odločil za tršo verzijo, ne za mehko. Tako da sem mogel dejansko biti zelo previden. Drugo mesto je zasedel Aleš Kobe, tretji pa je bil Žiga Brunšek, ki je na to mesto prišel iz 17. štartnega položaja. Tik pred dirko razreda Supersport 600 je mati narava znova v boj poslala močan veter in dež. Dirkanje je bilo zahtevno, napake so se dogajale. Najmanj jih je znova naredil Domen Lipnik, ki je s 5. zaporedno zmago predčasno prišel do naslova državnega prvaka za sezono 2026 v razredu Supersport 600. Ja, tole let se je pa kar hitro išlo, julija že očitno zaključeno, sem kar vesel. Predvsem zato, ko zadnje 2 dirke imam pa namen kaj več probati, pa da se ne rabim več obremenjevati, a prijem do cilja ali ne. Izjemne vožnje so prikazali tudi ostali dirkači, na koncu pa sta na zmagovalni oder stopila še drugouvrščeni David Vodišek in tretji Dejan Ločnikar. Štartali smo z boksa, jaz lajk gumami, pa je prijatelj zadnji trenutek prišel povedati, da do Vinku že dežuje, da naj pustim, hitro presedlali na drugega, pa štartali pol z dežnimi gumami, kar se je izkazalo za pravilno potezo. Ja, najprej moraš malo tipati, pol pa stopnjuješ tempo, tako da prav po gumam se pa ne splača biti. Po dirki, ki je v sezoni pustila svoj pečat, je nastopil čas za poletni premor. Končal se bo šele 30. avgusta, ko bo na sporedu predzadnja dirka sezone na slovaškem dirkališču Slovakia Ring. V nedeljo 26. julija bo v AMZS centru varne vožnje na Vranskem na sporedu 4. dirka sezone za točke državnega prvenstva Slovenije v kartingu.